dobra ideja, to je tista lučka, ki pač tebi zasveti, daleč od tega, da je to dovolj. Začetek uresničevanja neke ideje, po mojem, najbolj pomemben moment v tem, kako se lotiti v bistvu enega startupa. Vsem je ključno, da že v fazi pred samim štartom, bom rekel, debatiraš in pa raziskuješ, kar se da veliko ljudmi. Bom rekel, noben čas izgubljen v smislu načrtovanja, premišljenosti, testiranja, ni, bom rekel, izgubljen čas. To ali pa startupov, to je teamwork, team effort. Ne? Zdaj, mi radi rečemo, da there is no I in team. In samo, če imamo res dobro ekipo, lahko delamo res dobre projekte in pač potem pričakujemo, da bo neka ideja res čez čas zrastla. Biti edinstven, biti mogoče nekoliko drugačen, predvsem pa biti drugačen v smislu pričakovanj. Skratka, neko razmerje med pričakovanjem in pa dobljenjem mora biti, bom rekel, ta delta mora biti dovolj velika, da predstavljaš neko dodano vrednost za uporabnika. V bistvu moraš zbrati vsa neka področja, vse poslovne funkcije, ki jih ima eno veliko podjetje, ena velika korporacija in jih nekako zbobnati na tisto začetno ekipo. Je pa pomembno, da pač si ves čas zgradiš nek svoj network v okolju, kjerem si, pa ne mislim zdaj regijsko, ampak širše, globalno, znotraj industrije. Najbolje treba, se mi zdi, paziti vseeno, da imaš ti svojo neko vizijo, kako boš reševal problem, ki si si ga našel in da potem nekako tej viziji tudi slediš. Če bi rekel, ena taka klasična podcenjevanje ali pa mogoče tudi nek tak ignorance oziroma ne vedeti, v kaj se spuščaš, kar je lahko hkrati tudi zelo dobra priložnost, ker velikokrat se takih bolj kompleksnih stvari, če bi se jih zavedali, kaj vse to za sabo potegne, ne bi spravljali uresničevati. Druga stvar je seveda paziti na ekipo, da obstaja zaupanje v ekipi, da sploh med soustanovitelji je zelo pomembno, da zadeva, da pač je čim več odprtega, da se nič ne skriva in pa da obstaja zelo veliko mera zaupanja.